Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco danes izjemoma začenjamo z vestjo o včerajšnjem večernem zasedanju vlade v ožji sestavi v tako imenovanem kriznem ali COVID formatu, na katerem se je vlada seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. Te še ne vlivajo potrebnega optimizma za sproščanje ukrepov, saj število okuženih in zasedenih postelj še vedno ostaja visoko. Vlada je odločena, da pripravi izhodno strategijo, ki bo temeljila na načrtu sproščanja, ki bo omogočal ukrepanje v obratni smeri kot ob začetku drugega vala. Vlada pričakuje, da bodo svetovalna skupina na eni strani in vladni resorji ter službe na drugi podrobneje čim prej uskladile korake v smeri odpiranja, ko bo epidemiološka slika to dopuščala. Pri tem pa želi vlada upoštevati različne epidemiološke razmere po posameznih statističnih regijah, če bi to le bilo mogoče. Nadaljujemo pa s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo opravljenih veliko testov, zelo veliko, in sicer kar 8063. Še nikoli jih ni bilo toliko. Potrjenih je bilo 2226 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 27,6%. Med občinami z največ okuženimi izstopajo na celjskem oziroma v savinjskem delu Celje z 66 okužbami, Dravograd 37, Ravne na Koroškem 24, Slovenj Gradec 35, Slovenska Bistrica pa kar 44, bližnje Slovenske Konjice kar 33. V Velenju pa še več, 55 okuženih, Vojnik jih ima 24, Žalec 28. Zdi se, da savinjska regija danes posebej izstopa. V Novem mestu so imeli kar 75 novih okužb, v Krškem 40, v Brežicah 26, v Trebnjem 24, Litija jih je imela 23, Zagorje ob Savi 19, Sevnica 17, Črnomelj 16, Kočevje 13. V Lendavi je bilo kar 33 novih okužb, v Murski Soboti nekaj manj 20, v Ormožu pa 25 in prav vsi so v domu starejših občanov. V Ljutomeru še 15, v Gorišnici 19 in v Beltincih 9. Na Notranjskem izstopajo Postojna 24 in Cerknica in Idrija z 18. V Ljubljani je bilo včeraj 169 novih okužb, v Domžalah 34, Kamniku 22, Medvodah 14 in v Grosuplju 12. Maribor 115 okužb in na Ptuju 29, na Gorenjskem pa Kranj 45, Jesenice 32, Radovljica 22, Škofja Loka 20, Tržič 14. Poglejmo še podatke o zasedenosti bolnišnic. Včeraj je bilo skupaj hospitaliziranih 1297 pacientov, se pravi le 2 manj kot dan prej. Tudi intenzivno nego sta včeraj potrebovala 2 pacienta manj kot dan prej, in sicer sta intenzivno nego včeraj potrebovala 202 pacienta. Iz bolnišnic je bilo včeraj odpuščenih precej ljudi, in sicer kar 113. In še podatek o razmerah v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Danes zjutraj je bilo hospitaliziranih 352 COVID bolnikov, od tega 63 na intenzivnih oddelkih, med njimi tudi 4 na ginekološki kliniki. Tudi včeraj smo imeli žal precej smrti. V bolnišnicah je umrlo 31 ljudi, še 12 jih je umrlo v domovih starejših občanov. Skupaj je bilo smrti včeraj 43. Vsem svojcem izrekam iskreno sožalje. Poglejmo še grafe, tako kot običajno. Na tem prvem grafu vidimo, da je bil včeraj povečan priliv novih pacientov, a veliko več je bilo tudi odpuščenih. In če dodamo še smrti, je ta skupni stolpec večji od vhodnih podatkov. Poglejmo isto
predstavitev še na drugačen način. Nekaj sprejetih je bilo več, bilo pa je zelo veliko odpuščenih in če dodamo še umrle, potem se ti grafi na nek način izenačijo. Poglejmo še naslednjega. Tega gledamo vsak dan, vidimo, da smo z skupnim številom ljudi v bolnišnicah še vedno zelo visoko, samo 2 manj. Pa še številčni tabelarni pregled. Tukaj so objavljeni podatki za zadnji dober teden, 9 dni. Vidite, da smo imeli 1095 bolnikov v navadnih bolniških oddelkih, 202 na intenzivi, bolnikov skupaj pa 1297, dan prej sta bila 2 več, 1299. Pri tako majhnem spustu težko govorimo o nekih velikih spremembah. No in še zadnji graf, ta pa pravzaprav govori o nihanju, kaj se nam pravzaprav v bolnišnicah dogaja. Imamo povečanje do skoraj 60 bolnikov tam, nekje na začetku novembra, 3. novembra smo imeli vrh, potem pa se tam 12. novembra močno zmanjša, pa spet skočimo skoraj 40 več, pa se spustimo tam 18. novembra na več kot 40 manj, pa potem 20. novembra imamo dobrih 40 manj, da bi se potem znova dvignili na 40 in zdaj smo spet pri tej srednji vrednosti. To so nihanja, ki se nam dogajajo v bolnišnicah.